Zdaj, Magiki, lepo zdrav še en novem videu. Magiki, kako ste kaj? Se imate fajn? V bistvu najprej bi se rad zahvalil za ful velik support na prejšnjem videu. Ful veliko mi to pomeni, da vam je bila v bistvu moj novi magični set ful všeč. Ful hvala vsem, ki ste že kupili set. To res cenim. Upam, da sedaj uživate z njimi in da se učite neverjetne trike z njimi. Za vse tiste, ki še niste pogledali videa, pejte si hitro pogledati. Tukaj bo sedaj nek bo pop-up, da lahko si greste pogledati video, pa povejte tudi sami, kako se vam zdi. Magiki, nekaj časa je že minilo, odkar sem naredil video, kako reagiram na vaše posnetke, in danes je v bistvu napočil čas, kjer bom spet reagiral na vaše posnetke. Pred kratkim sem vas vprašal na YouTubeu, če za vse tiste, ki bi radi bili v videu, da mi pošljete vaše posnetke, kako vadite trike in tako. In ful sem dobil posnetkov, ful hvala za vse posnetke, tako da imam zdaj nekaj pripravljen materiala še za nekaj serij naprej. Pa za vse tiste, ki bi pa še radi bili posnetkov, še kar mi lahko pošiljate posnetke. Tega nikoli ne bo konc, vi mi lahko konstantno pošiljate posnetke, kajte imam neke vrste pazo, potem sledim tem posnetkom in jih potem gledam in objavljam. Gremo kar začeti, upam, da ste pripravljeni. Ok, prvi kandidat, ime mu je Jan. Jan mi je poslal en trik s kartam, da vidimo, kaj nam je pripravil. Pa dajmo play. Tukaj ima komplet kart. Vse karte so enake barve. Ok. Monarch karte. Prav tako so vse karte različne. Vse karte so različne? Ok. Jaz ti dam ta komplet kart, ti ga prekučkaj, kolikokrat in kjerkoli želiš. Ok, to je zelo clean, fair. Polovica, polovica. Ok. V redu, si zadovoljna? Ja. Ok. Jaz bom vzel te karte. Ok. Ti si lahko izbereš katerokoli. Eno karto si izberemo. Ok. V redu. Zdaj karto pokaže kameri, jaz bom gledal stran. Ok. Srčeva trojka. Še zadnjič ti bom pokazal, da so vse karte različne in da si res imela na voljo katerokoli. Res je? Ja. Dobro, spremljaj. Ja. Všeč mi ta napetost. Jaz ti bom zdaj dal ta komplet kart. Ti svojo karto daj kamorkoli notri želiš in premešaj komplet. Jaz bom gledal stran. Ok, to je zdaj zelo clean, Jan. Zdaj me je malo strah. Ok, to je zdaj bilo zelo fair. Odlično. Ok. Torej jaz pod nobenim pogojem ne bi mogel vedeti, kje je tvoja karta, niti katera karta je. True. Kaj se mi spraš? Lahko tvojo misel prenesem v karte. Najdem tvojo karto. What the hell? Bravo, Jan! To je bilo zelo clean, vrhunsko narejeno. Nimam kaj dodati, trik je vrhunski, pač hudo. Edino, kar bi dodal na koncu, ker ti veš, kje se nahaja karta, mogoče, da še uporabiš njeno roko. In zdaj lahko recimo njeno roko, vzameš roko njeno in rečeš, da boš preko pulsa probal poiskati njeno karto. In pol ona da recimo takle kazalec naprej in ti daš roko takole in jo primeš in greš čez in potem se pri tisti karti recimo ustaviš. To bi bil recimo en tak build-up. Je boljše, kot pa če recimo razporediš, pa kar vzameš ven pa je daš. Je še malo tega, še malo mistike noter, lahko še malo bolj to zaigraš. Drugač pa Jan, bolan trik, svaka čast. Gremo naprej. Naslednji je Matic. Matic vidim, da drži tudi ene karte v roki, da vidimo, kaj nam je pripravil. Ok, ti si izbereš eno karto, pa recimo, da je to ta. Ok, križeva sedmica. Pa jaz položim tu na vrh kupa. Ok. In premešam, uporabil bom dve različni metodi mešanja. Dobro. Prvo. Tak, pa enkrat še tak premešam. Overhand, cool. Ok. Pa še enkrat tak premešam. Pa še enkrat tak premešam. Ok.
Si dobro zmešal? Zdaj bi se načeloma mogla tvoja karta nahajati. Kire karte ima? Ok, zakaj sem se zdaj ustavil, ne? Zakaj sem se ustavil pri tej karti? Zato ker vam povedati eno zgodbo, eno štorijo teh kart. Enkrat sem imel en nastop in sicer mislim, da v Casino Perla v Novi Gorici, ne vem, nek tam, v glavnem, so se mi vse karte zmočile. Zaradi tega, ker sem imel noter v takem škatli, noter sem imel eno tako tekočino, s katero sem naredil en trik, kjer je voda izginila itd. In se je ta tekočina mi razlila in so se mi vse karte zmočile, nisem imel kart. Imel sem pa nastop 2 uri close-upa, se pravi, to je tako, da bi hodil med ljudmi, walk around varianta. In nisem imel kart in so mi potem ta Casino, se pravi Perla, mi je potem posodila te plastične hit Casino karte, zato sem se zdaj spomnil to štorijo. Ampak ja, takrat se pač moraš znajti, drugače, če nimaš kart, ni druge, ne. Ampak če pa jaz recimo za par kart to karto dam dol, Okej. pa ti lahko jaz tvojo karto črkujem in bo prišla ta karta na koncu ven. Tvoja karta ti lahko povem, da je 7 križ. Okej. S, E, K, E, N, K, K, R, I, Ž. Res je. Trik po samem je hud. Edino, kar bi te mogoče opozoril, je, da ko snemaš trik, dvigni kamero malo višje, zaradi tega, ker smo ves čas smo lahko od spodaj videli to karto, katero si ves čas kontroliral, ne? Nič ni to, se pravi, mi, ker pač gledamo te trike, ni tak problem. To recimo potem problem nastane, če komu kažeš v živo, ne? Ker lahko pol opazi, aha, zdaj pa vidi svojo karto od spodaj, pa zdaj na vrhu itd. Se pravi, fajn je, ko se snemate trike, da dvignete kamero malo više, da se ne vidi spodnjih ali pa zgornjih kart, ko jih štejete. Trik samem po sebi je dober, ga poznam, sem ga že izvajal. Zraven ti manjka zgodba, najpomembnejša stvar je pri vsakem triku je zgodba, tudi to štetje, zdaj bom dal pa part kart dol, mora biti nekako zapeljano in smiselno, zakaj part kart dol. Recimo, da rečeš v smislu, ne vem, da je moja najljubša številka, ne vem, 7, potem deliš 7 kart dol in kaj tasga. In potem, ko si to naredil, moraš še enkrat premešati karte in potem greš v ta trik, recimo, da pa rečeš, tvoja karta bo sedaj da bom črkoval tvojo karto, ne. Se pravi, da malo zakriješ ta moment, ko šteješ karte, še obstajajo še druge metode, kako bi lahko naredil ta trik, ampak ne bom zdaj govoril, zato ker bi bil ta video predolgi, ampak Matic, če bi rad se naučil, napiš mi v zasebca ali pa na mail, pa ti bom probal pomagati. Drugač pa, ful hvala za poslan video, gremo naprej. Ok, gremo naprej, naslednji je Matevž. Matevž ima tudi karte, vidim, da radi izvajate trike s kartami, da vidimo, kaj nam je Matevž pripravil, se pravi karte. Eno si izberemo, ok, križeva trojka. Dobro, prijatni karte. Križeva trojka. Pravno premešamo še. Dobro. Bolj. Še enkrat. Dobro. Luška. Ja, hudo. Bum. Hud trik, prav spomnim se, to je eden izmed bolj začetniških trikov, ampak je zelo, še vedno ekstremno močan, ko ga pokažete nekomu, no. Res so ljudje zelo navdušeni, ful fajna izvedba, všeč mi je ta detajl. Edino, kar bi še mogoče imel kako, da bi zraven slišal te, da bi naredil kako zgodbo, da bi malo povedal več o tem triku, to je bila še pika na i. Drugač pa je prav, Matevž, hvala za poslan. Šibamo dalje, naslednji je Lovro. Lovro, kot vidim, da ima tudi ene take karte, pa lepo sceno, da vidimo, kaj nam je tokrat Lovro pripravil. Da, eno pokazal en trik s kartam. Ok. Recimo, če bi imel prostovoljca, si bi lahko prostovoljec samo stavil tu. Še enkrat. Ok. Tu. Se pravi, Še zadnjič 3 karte. tu.
Okay. čisto vse nekje si bi prostovoljec ustavilo. To so v bistvu sedaj naše izbire in v bistvu kupčka ne rabimo več. Okay. Zdaj, če dam samo 2 karti nazaj Okay. in če samo potresem, se lahko ena karta obrne. Cool. In sedaj obrnem to karto. In če samo, če sem se lahko spremenila zdaj v 8-ko, obrnem 8-ko, dam eno karto vmes in zopet pokrijem, Super. se lahko zdaj vse karte nazaj pravilno obrnem. Odlično. Ful dober trik. No, rad bi ti povedal eno stvar. In sicer, kot vidim, da imaš ekstremno lepo podlogo, lepo si pripravil kot neke vrste oder. In tudi tam je smiselno potem izvajati te trike. Se pravi, če ti izvajaš, čakaj, da vzamem ene karte. Glavno, da ti, se pravi, če ti izvajaj pred seboj, ker imaš v bistvu mizo in tudi te gibe, katere izvajaš, te se lahko v bistvu naredijo čisto lepo na mizi, ne rabiš nič skrivati, ker zdaj si recimo mogoče malo navajen jih tukaj gor delati, ampak sedaj se pa probi navaditi, da jih delaš dol na mizi, zaradi tega, ker miza in ta podloga je neke vrste oder za nas, ki temu kažemo triki. Pravi, Lovro, od spredaj tu vedno kažeš pred seboj, se pravi, da ljudje gledajo te, ker če si tukaj, te težko vidijo tvoje gibe in tako. Se pravi, vedno si od spredaj, kažeš naprej, tukaj imaš podlogo, odlagaš karte gor na podlogo, kajti to je v bistvu point podloge. Drugače pa vrhunsko, Lovro, ful hvala za poslano, tam za kar tako še naprej. Ja, nič, Magiki, to je to za danes. Ful hvala vsem, da ste mi poslali vaše posnetke. Res ste vrhunsko izpeljali te trike. Še naprej mi pošiljite vaše posnetke, kajti bom naredil spet novo serijo. Če bi radi imeli kakšne karte, trike, podloge ali pa tudi Magic škatlo, imate link dol v bio. Ne pozabite lajkati ta video, naročite se na moj kanal in se vidimo prihodnjič. Ne pozabite, bodi Magic, bodi cool. Čau!